No, jaz moram tako povedati, da to ne sprejem veta v državnem svetu je na eni strani en pozitivni signal, na drugi strani pa velika odgovornost za naše ministrstvo, ker pač bomo to realizirali, kar smo sicer čvrsto odločeni. Zdaj, tukaj ne gre za potrebo po kakršnem koli piljenju tega zakona, ker so v zakonu predlagane samo 4 minimalne spremembe, ki bodo omogočile, da se bo obstoječe zelo slabo stanje v Lipici, v javnem zavodu in v Lipici turizem v najkrajšem možnem času saniralo do te meje, da bomo zastavili nek razvoj navzgor. Gre za to, da pač z temi minimalnimi spremembami zakona urejamo 4 zadeve. Prenos pristojnosti na Ministrstvo za gospodarstvo, združitev lokacije v eno, rešeno bo vprašanje financiranja do konca leta pa in omogočeno bo javnemu zavodu, da se bo ukvarjal tudi s tržno dejavnostjo. Na nas pa je, da najdemo ustrezne kadre, ki bodo znali realizirati naše zastavljene cilje in pa izkoristiti ves potencial Lipice za nadgradnjo gospodarskih rezultatov. V kolikšnem času pa pričakujete sanacijo? Glejte, sanacija je proces, takoj in nemudoma pričakujem prekinitev nesprejemljivih praks, nesodelovanja dveh gospodarskih subjektov, ki sta oba v 100% lasti naše države. Relativno hitro pričakujem postavitev nove vodilne ekipe v enoviti Lipici in jaz verjamem, da se bodo prvi rezultati pokazali na koncu prvega leta. Seveda je pa povsod v gospodarstvu in tudi znotraj tega v turizmu vse, kar počneš, tek na dolge proge in na hitro pričakujemo samo spremembo negativnih trendov v pozitivni del in vzpostavitev pogojev za eno trajno, stabilno, pozitivno poslovanje. Državni svet Republike Slovenije je danes obravnaval predlog odložilnega veta na zakon o Kobilarni Lipica. Zakon o Kobilarni Lipica, kot ga je predlagala in danes tudi obrazlagal minister Počivalšek, v svoji vsebini predvideva prenos pristojnosti iz Ministrstva za kmetijstvo na Ministrstvo za gospodarstvo in pa združitev dveh pravnih oseb, ki se danes ukvarjata, ena za turizmom, druga pa za konjerejo, v eno pravno osebo. Seveda pod pristojnostjo države in pa vse nepremičnine so v lasti države. Državni svet Republike Slovenije odložilnega veta ni podprl. In sicer preprosto iz razloga, ker nismo našli upravičenih argumentov, da bi se odločili za podporo vetu in ker je minister Počivalšek s svojo ekipo nanizal dovolj razlogov za podporo zakonu in pa obenem tudi izrazil svojo osebno angažiranje in pripravljenost, da se bo maksimalno vključil v izvajanje tega zakona in tako pripomogel k izboljšanju razmer na kompleksu Lipica. Vsekakor pa je bila razprava kvalitetna in ta veto je pravzaprav prinesel tudi do te kvalitetne razprave in pa ne nazadnje tudi do ponovne potrditve zakona v Državnem svetu Republike Slovenije.